Spremljamo dogodivščine in življenja kapitana Sinedlakca, kakor jih je popisal Walter Mers. 13,5 življenj je popisanih v tejle knjigi in trenutno smo še vedno v prvem življenju, na tistem mestu, ko so mali palčki, pirati, Sinedlakca pustili samega. Zakaj so to storili, ste slišali v prvem delu oziroma v drugem. Tule pa je tretji del, kjer je Sinedlakec čisto sam. Ko sem tako gol in zapuščen sedel na obali samotnega otoka, sem prvič razmišljal o svojem položaju. Pravzaprav sem sploh prvič razmišljal, zakaj v večnem hrupu na ladji palčkov piratov sploh nisem prišel do tega, da bi si izoblikoval kako jasno misel. Priznati moram, da moji prvi poskusi mišljenja niso bili ravno neizčrpno globoki. Prvo, kar mi je prišlo na misel, je bilo lakota, drugo žeja. Torej sem poželjivo pogoltnil algov kruh in hlastno izpraznil steklenico algovega soka. Brž nato se je v moji notranjosti razširila prijetna toplota, kakor da bi bil nekdo v meni zakuril taborni ogenjček. S tem vred je prišlo tudi nekakšno zaupanje, ki me je opogumilo, da sem zgrabil usodo za lase in šel raziskovat mogočni palmov gozd na otoku. Ta zgodna izkušnja bi lahko obveljala tudi kot nauk za vse moje nadaljnje življenje. Naj bo izziv še tako velik, ga je vsekakor lažje premagati, če si prej pospravil spodoben obrok hrane. Potem je prišla noč in z njo tema. Tema, saj doslej sploh nisem vedel, kaj je to. Pri palčkih piratih je bilo zmeraj svetlo, tudi ponoči. Brž, ko se je zvečerilo, so kar se da sijajno razsvetlili ladjo. Ladja palčkov piratov je bila ponoči zmeraj majhna senzacija. Videti je bila kakor miniaturni plavajoči semenj, vključno zvočno kuliso. Palčki pirati so se namreč strašno bali teme. Verjeli so, da je noč čas morskih strahov, ki prihajajo zato, da bi pohrustali duše pomorščakov. In te pošasti naj bi bilo mogoče pregnati samo z razkošno razsvetljavo in s kar najhujšim truščem. Zato palčki pirati niso nikoli razsvetlili ladje samo z lampioni, baklami, nizi barvnih svetilk, čudežnimi svečami in ogenjčki, temveč so tudi neprenehoma poganjali signalne rakete drugo za drugo proti nebu in s petjem, kričanjem in razbijanjem skladivi po železnih loncih zganjali tak peklenski rompompom, da ni ponoči nihče zatisnil očesa. Spali smo podnevi in morski strahovi nas niso nikoli nadlegovali. In zdaj torej prvikrat tema. In z mrakom je prišel nov občutek, ki mi ga dotlej še nikoli ni bilo treba prenašati, strah. Zelo neprijeten občutek, kakor da bi mi tema vdrla v telo in se mi pretakala po žilah. Rejene zelene palme, ki so se še pravkar tako pomirljivo zibale v vetru, so se zdaj spremenile v črne, majave drevesne potegone, ki so mahljaje z velikanskimi tacami pošiljali strašna sporočila. Na nebu je svetil mršav lunin srp, ki sem ga uzrl z začudenjem, kajti pri večnem prazniku svetlobe na ladijskem krovu
ga nisem nikoli opazil. Veter je šumel skozi preslice palmovega gozda in jih spreminjal v tropo šušljajočih prikazni, ki so se čedalje bolj nagosto gnetle okoli mene in s tankimi prsti tipale po meni. Naenkrat sem moral pomisliti na morske strahove. Poskusil sem potlačiti to misel, vendar ni šlo. Pogrešal sem histerični hrup palčkov piratov, njihovo kričanje in predvsem njihovo razsipno svetlobo. Svetlobo, ki je odvračala morske strahove. Dospel sem do absolutno najgloblje točke svojega mladega življenja. Izobčen, gol, osamljen, sredi mračnega, neznanega gozda in ves prestrašen. Naenkrat sem med palmovimi debli zaznal zelo vznemirljive luči. Zelene svetlobne niti, kačasto zvite, najprej čisto daleč, vendar so se hitro čedalje bolj približevale. Vrh tega visoko, zahrbtno, električno brenčanje in kdaj pa kdaj votel, meketajoč smeh, kakor smeh rogatih bitij, ki sedijo v jaških vodnjakov. Tako se napovedujejo, to sem vedel od palčkov piratov, morski strahovi. Iz leksikona razlage potrebnih čudes, življenjskih oblik in fenomenov Zamonije in okolice spisal profesor dr. Črtomir Črnonočnik. Strahovi morski. Morski strah sodi med tako imenovane splošno zaničevane stvore. Primerjaj tudi čarovniška gozdna pajkulja, jamski zlobec, holog, h katerim se prištevajo tista živa bitja Zamonije in okolice, ki je njihov glavni življenjski namen ta, da med svojimi sodobniki širijo strah in grozo in se tudi drugače obnašajo na vse načine asocialno, motijo soglasje in kratijo veselje. Morski strah ima odvraten ali grozo zbujajoč zunanji videz, povzroča strašljive šume in srhljive speve in se najpogosteje prikazuje v krdelih, najrajši, kolikor mogoče brezbrambnim bitjem, da se naslaja nad njihovim neugodnim počutjem. To je bilo zame preveč. Začutil sem, kako se mi v glavi vzdiguje vroča tekočina. Oči, nos in usta so se mi napolnili z njo in nič drugega nisem mogel, kakor popustiti temu notranjemu pritisku. Zajokal sem. Prvič v življenju. Debele, slane solze so mi kapale na kožuh, iz nosa se mi je cedilo in vse telo se mi je stresalo v taktu hlipanja. Vse drugo mi je bilo zdaj vseeno. Morski strahovi, ki so me obkrožali, tema, bojazen, vse se je umaknilo pred tem silovitim izbruhom čustev. Tulil sem in hlipal, cepetal z nožicami in si izkričal dušo iz telesa. Solze so mi drle na kožuh kot dva hudournika, dokler nisem bil videti kakor mokra cunja pomivalka. Ves sem se prepustil temu zlomu. Potem je prišel mir. Solze so presahnile, valovi hlipanja so se polegli, premagal me je pomirjujoč občutek toplote in utrujenosti. Bojazen je izginila. Zbral sem celo toliko poguma,
da sem odprl oči in se zazrl morskim strahovom v obraz. Lebdeli so v polkrogu okoli mene, 6 ali 7 tresljavih likov iz pošastne svetlobe. Roke in noge so jim bingljale kot napol prazne dvokolesne gume. Nekaj časa so strmeli vame, skoraj prevzeto, nato so zaploskali. Ničesar nočem olepševati. Morski strahovi so bili res neprijeten trop. Njihovo sluzasto premikanje, lahen električni udar, ki te je stresel, kadar so se te dotaknili, njihovi visoki pojoči glasovi in predvsem njihova dvomljiva zabava, da so se naslajali ob trepetu brezmočno navzočih, vse to je bilo odvratno. Temu se je pridružil še zadah trohnečega lesa, ki so ga oddajali. Bil je povezan z njihovimi navadami pri spanju in še prav posebej njihov odbijajoč način prehranjevanja. Ampak o tem pozneje. Da, morski strahovi so bili pravzaprav nekaj najslabšega. Toda kljub temu sem šel z njimi. Kaj drugega pa mi je nazadnje preostalo? Razumel nisem niti besedice tega, kar so govorili oziroma peli, pa sem vendar zelo hitro dojel, da me spodbujajo, naj grem z njimi. Zdelo se mi je, da je to v mojem položaju še najboljše, kar se mi je moglo zgoditi, saj bi vsekakor lahko počeli z mano kdo ve kaj. Drseli so pred mano skozi gozd, kakor vodne kače iz zelene svetlobe, so z elegantnimi gibi plavali mimo vsake ovire. Če je bila kakšna ovira prevelika ali preveč masivna, denimo skala ali podrto mamutsko drevo, so enostavno smuknili prav na sredi skoznjo, kakor da ni gostejša od megle. Kar s težavo sem držal korak z njimi, ampak morski strahovi so na vsakega nekaj časa vljudno postali in skupaj počakali, dokler jih nisem dohitel. Medtem so peli precej grozljive pesmi, katerih napevi so zveneli že tako nelagodno, da sem bil vesel, ker nisem razumel besedila. Bil sem čisto na koncu. Moj kožuh je bil poln listja, trnja in vejic, ko smo končno dospeli na cilj. Na veliko jaso sredi gozda. Na njej so ležale stotine podrtih, votlih, mamutskih dreves, ki so trohnela tja v en dan. Pokopališče orjaških dreves, na katerem so prebivale stotine, morda tisoči morskih strahov. To naj bi bil do nadaljnjega moj dom. Kako se je znašel Sinjedlakec med morskimi strahovi? Kako je potekalo njegovo življenje med njimi, pa prihodnjič.